Sprememba statuta mestne občine Kranj je bila nujna, izpostaviti velja dve ključni zadevi. Prvo je, da bomo s spremembo dosegli bolj učinkovito pa lažje delo mestnega sveta, drugo pa, da smo ga seveda uskladili z zakonodajo in z potrebami, ki jih občina trenutno ima. Statut je bil star 8 let, v tem času se je veliko spremenilo, zato je bilo to potrebno. Sama priprava sprememb statuta je bila dobro pripravljena in hitro sprejeta. Že pred obravnavo se je kar 4-krat sestal kolegij svetniških skupin. 3-krat z predstavniki Komisije za krajevne skupnosti, namreč to je bila ena najtežjih točk. 4-krat je zasedala komisija, statutarno-pravna komisija, pa še vse komisije pri mestnem svetu so to obravnavale. In katere so glavne spremembe statuta? Eno od temeljnih načel je bila učinkovitost. Torej, število komisij pri mestnem svetu smo zmanjšali z 15 na 10. Razlog je bil seveda, oziroma moto, vodilo je bilo, da tam, kjer so sorodne teme, združimo komisije. Včeraj se je na tej točki pojavilo vprašanje vsem za komisijo za socialne zadeve in kulturo in družbene dejavnosti, da je pa morda res ta obseg prevelik, ker res pokriva ogromno področje. Zato smo se odločili, da bomo pogledali, koliko je bilo v zadnjih 2 letih na tej točki, na tej komisiji obravnav in razmislili, če bi do drugega branja statuta zadevo še uskladili. Dodatna usklajevanja so bila potrebna pri vprašanju Komisije za krajevne skupnosti. Komisija za krajevne skupnosti v taki obliki, kot je obstajala sedaj, ni bila zakonita, je bila v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi. Zavedamo se pa zelo dobro, kako pomembne so krajevne skupnosti za delovanje lokalne samouprave. Oni so tisti, predstavniki krajevnih skupnosti so tisti, ki so na terenu, ki imajo stik z ljudmi, ki nam vedno pravočasno prinesejo informacije, kaj je treba urediti in narediti. In želja predsednikov krajevnih skupnosti je bila, da sodelujejo vsi, vseh 26. In smo potem iskali, kakšna bi bila sploh možna varianta, da bi to v sestavo, da bi tako komisijo ustanovili. Komisije pri mestnem svetu morajo imeti najmanj polovico svetnikov, torej vsaj 13, kar pa je v praksi neizvedljivo. Zato je bil ustanovljen sosvet oziroma županovo posvetovalno telo, v katerem bo vseh 26 predsednikov krajevnih skupnosti. Ti se bodo županom sestajali pred vsako sejo mestnega sveta, da bodo slišani predlogi in pobude vseh krajevnih skupnosti. Omeniti velja tudi v javnosti pogosto vprašanje o smiselnosti števila podžupanov. Na pobudo občinske uprave naj bi se to število omejilo na 3, kar je za velikost mestne občine Kranj več kot primerno.